Uporabniki slovenskega znakovnega jezika se bomo 14. novembra 2014 spominjali kot našega največjega praznika, saj smo na ta dan z velikim ponosom prvič počastili dan slovenskega znakovnega jezika. Verjetno je Slovenija edina država v Evropi, ki je manjšinskemu jeziku gluhih posvetila poseben dan in ga tudi uradno zabeležila na koledarju kot poseben praznik. Ob slovesni razglasitvi Dneva slovenskega znakovnega jezika, katere častni pokrovitelj je bil predsednik države Borut Pahor, je pred polno Unionsko dvorano potekal bogat kulturni program, ki sta ga povezovala Nina Orešnik in Vid Valič. Dan slovenskega znakovnega jezika obeležujemo, ker želimo poudariti, da znakovni jezik ni samo sredstvo sporazumevanja gluhih, ampak je tudi nekaj lepega, zanimivega, preprostega, koristnega za nas gluhe in ostale. Kaj smo uresničili? Izdelava slovarjev, učbenikov in drugih didaktičnih pripomočkov.
znakovni jezik je materin jezik gluhih in naglušnih in to je polje inštrument za sporazumevanje med slušečimi in gluhi in naglušnimi in vsekakor, če pogledamo zdaj z nekom premikom, pogledom za nazaj, je 2002 pozno bilo to verjetno za tiste, ki so ta jezik nujno potrebovali za sporazumevanje z večinskim delom prebivalstva. In seveda bistveno pomeni za njihovo vstop v družbo, za sporazumevanje, za premagovanje teh komunikacijskih ovir, tako da vsekakor je bila dobra pridobitev, velika. Brezplačno uporabo našega maternega jezika v vseh področjih dela in življenja. Zato, ker je tudi roke povedal vse, kot jok, kot veselje, ko si žalosten, ko jočeš. Poslušamo otroka, ki ga ne slišimo, ampak z občutkom, z rokami, vse začutimo. V imenu vseh treh se zahvaljujem za priznanje. Današnji dan je zagotovo moj osebni praznik. Hkrati pa je to tudi praznik mojih staršev. Moja starša sta gluha in vse svoje življenje sem se nekako soočal z problemi, ki jih imajo gluhi, moji starši, ko so šli k zdravniku, na policijo, na center za socialno delo, na občino. Kamorkoli so prišli, sem jaz kot otrok pravzaprav moral biti neke vrste asistent in pomagati pri komunikaciji. Sedaj je to mnogo bolje. Zakon predvideva tolmače, gluhi imajo več dostopnosti, veliko bolje je, tako da sam osebno sem kot uporabnik znakovnega jezika izredno vesel, da je znakovni jezik priznan in seveda bo to vzpodbuda vsem nam, da odpremo in zapremo še tista področja, siva področja, s katerimi se gluhi še vedno soočajo.
Tudi jaz sem vesela, da se srečava. Srca, ko začutiš, da imaš nekoga rad. Jaz te imam rada rada. Für mich ist es ganz wichtig, Gehörlose können alles, genauso wie hörende Menschen. Was die Gesellschaft sagt, ihr könnt das nicht, ihr hört es nicht. Nein, man muss an sich selbst glauben und man kann alles schaffen. Wenn man Ziele hat, schafft man es. Gehörlos und hören ist gleich. Und wichtig, diese Ziele, die man hat, denen soll man nachgehen. Eine positive Einstellung haben. Nicht jammern und sagen, nein, ich bin ja gehörlos und ich werde niedergemacht. Nein. Man kann, mit der Zeit kommt alles. Wenn man zurücksieht, vor 10 Jahren, damals gab es im Fernsehen keine Untertitel. Heute gibt es vieles. Es gibt im Fernsehen Untertitel, DVD mit Untertiteln. Und wenn man zurückschaut, denkt man sich, wir haben schon viel geschafft. In pesem, gospe in gospodje, bo danes premierno zapela nobena druga kot Nejša. Ne, pa povabim vse nastopajoče gor na oder, da se predstavljajo. Čeprav je zakon o uporabi znakovnega jezika sprejet, država ne skrbi za svoj jezik. Znakovni jezik je državni jezik in skrb za ta jezik mora biti na državi. Ker tega sistema financiranja ni, zveza s pomočjo FIHOT-ovih sredstev kot civilna družba vlaga ogromne energije in prostovoljnih ur, da razvija znakovni jezik, izdaja slovarje, publikacije, učbenike za poučevanje znakovnega jezika. In zelo veseli smo, da smo v letu 2014 ustanovili Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika. Vendar, prišel je čas, da dejansko država spregleda in sprejme dejstvo, da je znakovni jezik državni jezik in naj začne tudi namenjati posebna finančna sredstva za to področje. Kljub temu, da delamo ogromno na samem razvoju znakovnega jezika, po drugi strani pa tudi veliko delamo na osveščanju javnosti. Torej,
RTV Slovenija kot javna inštitucija po direktivi Evropske unije bi morala imeti celotni program 100% podnaslovljen. 5% programa ne bi bil tolmačen v znakovni jezik. Spletne strani ministrstev naj bodo prilagojene v znakovnem jeziku. Prav tako pa tudi vlagamo ogromno energije in dobro sodelovanje z RTV Slovenija, ker tolmačimo oddaje, kot so Utrip, Zrcalo tedna, Infodrom in tako naprej. In v bistvu aktualne informativne oddaje prilagajamo gluhim osebam. Navsezadnje tudi vlada Republike Slovenije je prisluhnila k temu in tiskovne konference vlade prilagodila v znakovni jezik. Prvega praznovanja Dneva slovenskega znakovnega jezika se bomo spominjali predvsem po ponosu gluhih, ki jim je kretnja materni jezik. Gluha skupnost se je s priznanjem zahvalila tudi tistim slišečim, ki so jim pomagali v boju za priznanje znakovnega jezika, in vsem tolmačem, da so uho, s katerim gluhi premagujejo komunikacijske ovire. A dosežene pravice niso dovolj. Zveza, društva in številni posamezniki se bodo še naprej borili, da bi vsem osebam z okvaro sluha omogočili enakopraven družbeni položaj in čim bolj kakovostno življenje.